Danes je z nami v studiu doktor jezuit pater William Lovše. Danes pa bova govorila o duhovnih vajah. Duhovne vaje so tiste, ki človeku zagotavljajo duhovno izkušnjo. Pater William Lovše, pozdravljeni. Me veseli, da ste se odzvali za še duhovne vaje, da predstavimo gledalcem, ker je bil odziv kar dober in so spraševali, kakšne so duhovne vaje, in je bila potreba potem, da predstavimo tudi duhovne vaje. V rokah držite knjižico, kjer so duhovne vaje Ignacija Lojolskega zapisane, pa če prosim malce predstavite. No, na kratko, kot sem že v prejšnji oddaji povedal, Ignacij je osnove teh duhovnih vaj dobil v Mandrezi, ko je šel sam skozi osebni proces učenja, odnosa z Bogom, s Kristusom, pa seveda tudi s sabo in s cerkvijo, ne. Zdaj, potem so se pa skozi zgodovino, se pravi, ob njegovem študiju on to dopolnjeval, recimo pravila razločevanja, pa vse te stvari. To je nastajalo postopoma. Nekaj v Mandrezi, nekaj potem med študijom, nekaj preveri strukturo in vse to do konca oblikuje tam, ne, malo po 40. je 1540 je to izoblikovano in potrjeno strani cerkve kot dragoceno orodje, ki kristjanom pomaga do osebnega odnosa do Boga, do izkušnje, ne, moči Božje ali pa Božje ljubezni in seveda tudi do ljubezni do konkretnih ljudi, do cerkve, do sveta. Zaradi tega se mi zdi, smo jezuiti potem tudi v vseh drugih področjih sveta, nekateri so kulturi, drugi v industriji, tretji v znanosti, četrti v astronomiji in tako naprej, ne. Ker je Bog vse podarjen, lahko povsod sodeluje z njim in povsod pomagaš ljudem, da odkrijejo to, kar Bog dela. No in duhovne vaje so zdaj potem kot knjižica namenjene predvsem tistemu, ki jih daje drugemu. Duhovne vaje so vedno tako, da to je cerkev, ne, temelj cerkve. Jaz tebi oznanim, kako Bog dela. Ti pa zdaj to premišljuješ, moliš, si predstavljaš, gledaš, in pol ti seveda ob Kristusovi besedi te Bog da to tudi sprejeti in dojeti in živeti počas, ne. Tako da knjižica je napisana za spremljevalce, za tistega, ki daje, ne za tistega, ki dela. Ker sem imel že enega prijatelja, ne, ki je duhovnik, ki je rekel, jaz sem to prebral, ampak to je neuporabno. Sem rekel, res je popolnoma neuporabno. Tako dolgočasne knjige, kot je tale, ne, težko najdeš v smislu kot knjigo. Kaj če zdaj tle nekaj, ene točke gor in dol, ampak tukaj gre za metodo. Metoda, to je kot pot, ki ti jo nekdo ponudi, in če se ti napotiš, potem Bog te pokaže, kdo si ti, kakšna je tvoja pot, kako Bog s tabo komunicira, kdo si ti zanj, in v kakšno občestvo in poslanstvo te je povabil. To je metoda, da človeku, da vsak lahko odkrije malo, kakšen Božji dar mi Bog dal in kako ga vabi, da bi ta dar živ. To je po domače. A ne, če rečem. Še bolj domače je, kaj naj počnem. Kaj naj počnem s sabo, ne? No, kaj naj delam, da bom zadovoljen, da bom radosten, da bom zaživel polno življenje. No, recimo, tako je. Daj, če gledamo tako populistično malo bolj. Skozi posameznika, ne, ampak duhovne vaje pa ti pa pomagajo, da odkriješ, da si ti v Bogu in da smo vsi v Bogu in da ne gre samo zame, ne, da sem povabljen veliko večjo zgodbo in vrednote, ki mi visoko presegajo in da svoje življenje lahko zastavim zanje in to tudi mojemu življenju daje globoko vrednost in dostojanstvo. Da se ne rabim razpočeti, da bom pomemben, ker sem že pomemben, ne. Tam, ker sem tak, kot sem, a ne. S tem, ker sem. In ne samo s tem, ker imam, ampak predvsem s tem, ker sem, a ne. Dobro, to je tako okvirno rečeno. Zdaj, ta knjižica za voditelja, jasno, tisti, ki vodi duhovne vaje, ali pa ki po domače Ignacij pravi, ki ti da gradivo, da ti potem sam delaš, ne,
mora iti sam skozi, se mora sam učiti. Ne? Tako da jaz se vsako leto se učim in hkrati tudi dajem. Ne? Začel nam je Jože dajati Roblek in potem smo se od njega učili, kako dajati naprej. Ne? Ker če sam doživljaš, počasi začneš tudi razumeti, zakaj gre. Ne? Zdaj, v resnici gre za preprost odnos z Jezusom, ostalim, ki se z vsakim človekom posebej ukvarja. In ta knjižica je samo pripomoček kot priročnik. Glavno gradivo je gotovo Sveto pismo, pa Evangelij, ne pa Jezusov življenje. Jezus, ne? Tisto je. Zdaj, če gremo malo povedati smisel in zgradbo, ne? Pa kaj se dogaja, ali pa kako je moje življenje tukaj, ali pa kako to vpliva na moje življenje. Pa lahko rečemo, ne, Ignacij začne to knjižico s praktičnimi navodili, ne. 20 točke, preden začne z vsebino metode. Ne, tle so take praktične stvari. Kaj so duhovne vaje, kaj naj pazi tisti, ki jih daje, ki jih posreduje drugmu, ne, katere sposobnosti uporabljam, kako se notranje pripravljam, kakšno držanje vzamem velikodušno. Dobro, to je začetek. In potem začne z načelo in temelj, to, na čemer te duhovne vaje temeljijo. In sicer, kaj pove? Da sem jaz ustvarjen od Boga, podarjen zdajle. Zato, da bi z njim v stiku, ne? Da bi živel v odnosu z njim. To, kar Adam pa Eva sta imela, potem sta pa zgubila. Ne? Človek je zato ustvarjen, da pravi Ignacij, da slavičasti, to pomeni, da ima rad Boga, da je z njim v stiku, da je njegov sogovornik in sodelavc. To je bolj temelj. Preprosto bi to izgledalo, da je nagnjen k dobremu, ja, da živi dobro. Ne gre, nisem za dobro. Gre za to, s kom sem jaz v stiku. Ne? Ti lahko delaš dobro, ampak celo življenje se pogovarja sam s sabo, pa rekel, dobro, lahko se pogovarja z drugim. Ne? Da Bog dejansko večino nauči vere, tako da ti skrbi za drugega človeka, da se od drugega učiš svoje življenje podariti. To je vera. Dati prostor drugemu. Druga možnost, ki je pa uničujoča, je pa ta, da jaz živim zase, da je vse zame, to je pa egotrip. Ne? In ta uničuje življenje in svet, ampak tudi mojega, ne? Ko se mu prepustim. No, in v duhovnih vajah se človek tega še bolj nauči. Zdaj, kako živeti to, da sem jaz živ, samo če sem v odnosu, če živim zate. Ne? Se pravi, Ignacij, zakaj je tako močan pa Jezus? Zato, ker živi za Boga, ne zase. Ja, ampak obstaja v družbi, nasplošno obstaja en strah. Če bom jaz zate, jaz ne bom imel. Je ravno obratno. Ja, ampak priti do tega spoznanja. Ja, no, to je spoznanje. Pridemo tako, da bomo izumrli, pridemo tako, da bomo vse uničili, tako generacije pridejo do spoznanja. Kako pa? Da nas bo ta potrošništvo, ga živimo, nas bo povozilo, vse nas je že, ne? Skozi proces. Narava, vse bo šlo, zakaj? Točno zaradi te logike, da je vse zame. Da imaš svojo kožo rešiti. Ne. Moja koža je že rešena, jaz se lahko podarim, razdelim, pol cvetim, ne? Mati cveti, ko sebe podari otrokom, ne? Ne pa, ko gleda sem, zdaj ga pa ne smem imeti, ker bi me potle gubo. Ja, dobro, moje sožalje, ti boš živela v praznino, ne boš nikoli doživela, kako je življenje lepo. Žal mi je zate, kaj če zdaj? Ne? Recimo. Če je to njeno poslanstvo, biti mati, seveda. Seveda. Ampak, tudi če si sama, ampak za koga živiš kot sama? Zase? Ne. Ja, ne. Ko ti razdeliš svoj dar z drugimi, takrat si lep pa živ. Ko živiš za druge, Bog je stvari tako ustvaril. Jaz zate, ti zame. Ne? Če tebi delam dobro, sem tudi sam živ. Ne? Če tebi delam škodo, sem tudi sebe uničil. To je dejstvo. To je tako stoji. To nisem jaz postavil, pa ne ti, pa nihče. Ja, materialni svet je tako, ne? Če ti jaz dam pol kozarca, imam jaz res polovico in ti polovico. Ne? Če pa podarim informacijo ali znanje ali nekaj, kar je bolj duhovnega, kar ni oprijemljivega, imam pa dve informaciji, največ samo eno. Ne? Pa tudi materialni svet, kako se voda se meni podari, da jaz preživim.
srna se levo podari, da preživi, pa tako naprej, razumeš? Je isto. Ja, to je tisti Nič ne živi, po Božjem zakonu čisto. Ne, če nekaj se ti izroči, potem ti zaradi tega živiš naprej in tako naprej. Je vedno za duhovne odnos. vaje je celo značilno, to večkrat slišim, to je tak predsodek, je mogoče prav, da to omeniva, zahteva, mora biti duhovni vodja. Za te duhovne vaje je duhovni vodja in zdaj spremljevalec. Včasih ljudje rečejo, aha, to pa bo zdaj neko posedovanje, neko vsiljevanje nekih stvari. Kaj v resnici dela duhovni spremljevalec pri duhovnih vajah? Zakaj gre? No, pač to je zdaj, seveda, mi smo žrtve ideologije, terorjev, ne, pač raznih ideologij, ne, ki jih z nami manipulirajo in pa se človek boji istega, ne, ampak tle gre preprosto zakaj. Ja, jaz tebi dam 3 odlomke ali pa jih ti sam zbereš, potem je pa na koncu dneva prideš povedati, ko si v prvem premišljeval, pa si predstavljal, pa gledal Jezusa, se skušal z njim pogovarjati, kaj se je dogajalo. Potem ob drugem, ob tretjem, ob četrtem. Ne? Jaz te pomagam, da izrečeš to, kar se dogaja. In poslušam in ti pol dam nov odlomk, pa rečem, zdaj se še malo vrni, pa tle ob tem odlomku, pa gled Jezusa še potem vidi, kako je zdaj v tvojem življenju stavo. Spravi, duhovni spremljevalec prepoznava to duhovno izkušnjo, ki je sam ti ne zmoreš, nisi, preblizu si. Mi imamo ogromno sposobnost samoprevare. Edina moja referenca, ki je moj notranji monolog, pa moje govorjenje sami seboj, delam škodo. Že ko ti izrekaš eno stvar, ki te muči, že ko se jo izrekel, vidiš, pa to je čista laž, jaz, da se sploh pustim tako povoziti eni stvari. Če pa jaz tako skozi v sebi kuham, je pa prav to, ker nimam odnosa z Bogom, jaz sem biti odnosa, jaz sem živ, uresničen in večen samo, če sem v dialogu, če sem v stiku, jaz pripadam, jaz nisem sam svoj vir. Pa ti do ne, mi smo izvirani, jaz sem zdajle podarjen, zdajle me Bog srečuje, zdajle me Bog izreka. Zdaj, če jaz nisem z njim v stiku, pa jaz začnem živeti nekaj drugega. Če jaz ne živim za nekoga, z nekom, jaz propadam. A midva govoriva zdaj o tej sodobni osamljenosti? Ja, seveda, pa individualizem, kaj pa to? Sam v sebi zgniješ potem. Če misliš, da je cilj življenja to, da ti sit in da imaš vse na gumb, vse komodnosti in vse zagotovljeno. To je smrt med stvarmi, nič drugega. Jaz sem živ, če sem v stiku z drugimi. Jaz sem živ, če svoje življenje delim z nekom, pa ne sem spolnost. Spolnost je simbol tega, najgloblji simbol tega. Jaz sem živ, če se tebi izročim, ti si živ, če se meni izročiš. To je simbol. Ali pa resnica. Ampak to delamo na 1000 načinov. In tako, da se ne zgubimo, da ne izgubimo ničesar, da se obratno. Povečamo. Povečamo se v čem? Jaz, ki sem oseba, jaz se večam, ko sem bolj s tabo in bolj v tebi, sem tudi bolj jaz, in obratno. Zato ste vsi patri tako srečni v tem Ignacijevem domu. Ja, vedno je en tak duh radosti in tudi humorja in skratka, zelo prijetno. Ja. Duhovne vaje so se pravi, bistvo tega je peljati človeka skozi duhovno izkušnjo. Duhovna izkušnja je pa dialog. Dialog. Zdaj, ta prvega lahko odkrivaš v svojem življenju, po lepoti, po neštetih stvareh se te je Bog že v življenju dotikal, da bi te odprl, da bi zaupal. Da bi upal reči, ja, kak je to čudovito, kak si čudovit. Normalno. Pa jasno, najlepše za moža, kar je najlepše v stvarstvu, je žena, Eva, za Adama. Tam so tudi najlepše stvari, pa najlepša doživetje, pa največje rane, ko se zapreš, pa največja tema, tudi seveda. Pa je pa narava, pa je pa 1000 stvari Bog uporabi, da bi srce odprl, da bi reklo, ja, pa kak, Gospod, si to čudovito naredil, pa kak, je lepo, da sem lahko tvoj pa stavo, pa da sem vsega tega deležen, pa da sem del tega. To je, se mi zdi, temelj duhovnih vaj. Ampak tle je
če povzamemo to, gre za kaj? Za sogovorništvo in sodelovanje. To, vse duhovne vaje, če ti gledaš Jezusa Krista, kaj je on bil? Sogovornik in sodelavec Boga. In nas je učil tega in vključil v to in nam to omogoča. Ne? Tisto, kar čuje stvarstvo in svet, je pa kaj? Monolog. Vojna je sad monologa. Jaz moram tisto zemljo imeti, če ne bom propadel. In pobiješ ljudi, zemljo imaš, potem pa propadeš. Dejstvo, zgniješ, pa si lahko še živ 10 let, ampak ti si v sebi mrtev, zato si tiste ljudi dal pobiti, zato da ti tisto imaš. Ti si svoje življenje zapravil. Ne moreš biti več v miru sam s sabo, moraš biti izklopljen, zato ker če se začneš čutiti, bojo takoj začeli upiti tisti brati in sestri, ki se ti spravil na srečo zaradi tega, da si požrl njihovo zemljo. Kaj ti pomaga? Nič. Svoje življenje si stran vrgel. Živ si, pa si mrtev, nič ti ne pomaga. Ne moreš niti sam s sabo živeti, kaj šele z drugimi. Izključen. Izklopljen kot človek. Ja. Dejstvo. Pa se imenuje vietnamski sindrom, pa ne vem kakšen sindrom. To je preprosta stvarnost človeka. Jaz nisem robot sam v sebi. Jaz sem človek samo, če sem s tabo, ti pa z mano. Ne? Jaz iz tebe, ti iz mene, jaz v tebi, ti v meni. To je bistvo osebe. Ne? Ni samostoječa samohodka. Pet se soliti. Ne? To je največja laž, kar jih je. Zaradi tega smo skoraj naravo uničili. Pa imamo zdaj, če bi nam povedali resnico, kakšna svinarija se dogaja po svetu, se bi scagali bi od tega. Scagali pomeni v štajerščini. Obupal bi, se upravičujem. Ja. Obupal bi človek. Ja, seveda. Če sem to. Ja. Ampak, dobro. Mediji so tudi zato, da nas držijo v oblakih, pa v nebulozah, pa tako naprej. Ampak pustimo stati. Ja, težko je potreben kar en pogum za duhovne vaje, za se odločiti, da greš vase, da spoznavaš Boga, da si tisto, kar si ustvarjen, da ne tisto, kar ti ustvarjaš. Ali pa so te nadresirali, da si, ne, recimo. So se odgovorili, Bog se krega, zdaj te ukaznoval, kaj ti misliš, da si nekdo, nad katerim se je Bog življa, ali pa so te naučili, da Boga ni, da edino, kar je to, kar si ti, pa da je vse zato, da si ti, pa to je tudi iluzija, ker ni to, ne, to ni res. Ja, to mi je pri jezuitih všeč, da znate povedati, da te ima Bog rad in da ne obsoja grešnika, ampak je obsojen greh. Točno tako. To se mi je zdelo zelo pomembno. To je bistven dar evangelija, zato se treba v duhovnih vajah se potem družiti z Jezusom, da ti te stvari začneš razumeti pa doživljati. Ne? Ko se jaz od sebe odpovem obsodbi tebe, pa zaničevanju tebe, pa zameri do tebe, pa sovraštvu, zavisti, jaz doživim osvoboditev neskončno. Ne? Ker to, kar ste omenili, to pomeni, da obsodite grešnika. Ne? Seveda. Če pa ti obsodiš greh, pa se s tem distanciraš od nečesa, kar je zate slabo. Če se jaz borim proti zlu, potem se moram najprej boriti proti svoji zameri, svojemu sovraštvu, svoji skodeželjnosti, svoji laži, svoji potuhnjenosti, Pol sem jaz svoboden. Dokler pa jaz tebe sovražim, ki spotuhne, bom pa jaz še veliko bolj potuhnen rato, kot pa ti. Ampak tega človek ne dojame kar takoj. Ne moreš. Te more življenje naučiti, po posledicah se tega naučimo. Ne? Nekdo rab ločiti, nekdo rab vojno, Kaj pa molitev pri vsem tem? Ja, molitev je pa prostor, kjer dejansko jaz kaj sprejemam, to, kar je božja stvarnost, ne to, da je Bog zvest, da je Bog 100%, da je vsak hip samo njem in ti, ne, da sem živ in dragocen zavedno in da je moje zelo premagano, to jaz sprejemam v molitvi. V molitvi ni to, da jaz Boga prepričal, da je dober do mene. On je neskončno dober do vsega. Sem noben od nas tega ne vidi, ne živi z tega, ne. V molitvi pa v duhovnih vajah pa jaz to odkrivam, se tega veselim, dovolim, da sebe tudi, da začnem živeti iz tega. To se mi zdi bistvo v duhovnih vajah. Dobro, tako na brzaka, na hitro povedano. Dobro, ampak ko greš, ne, v duhovne vaje, jaz sem tudi prvi duhovne vaje, sem se zmuznil, ko me je bilo tako strah. Ko bom mogel zdaj vse prijatelje pustiti, pa nekaj narobe, brez veze, ne. Ampak dokler ne doživiš, je to normalna, je to čisto normalna miselnost. Dokler ne doživiš te izkušnje, ne. Ker vsak od nas se je nekam nalimal, pa je navezan na ta užitek, pa na te prijatelje, pa na to posedovanje, pa na to manipulacijo, pa na uno.
Pa se v bistvu ničesar, ne izgubiš prijateljev, potem samo poglobiš odnos do njih. Seveda. Začneš se zavedati, kdo so ti prijatelji. Pa tudi, če vidiš, ne, če na vsak način te škodo delajo, pa ti njim, ja, pa se tudi distanciraš, pa si svoboden, ne. Pa vidiš, da niso prijatelji, da se tebi zdeli, da so prijatelji, pa daleč od prijateljstva. Ampak je zloraba, je uporaba, a ne, ampak danes recimo mladi fantje, ki niso imeli očetov, pa so v gengih, kako se reče to, klape, ne, bandah. Ja, on ni doživel resničnega odnosa, drugačnega kot to, da ko priješ v geng, te pretepajo, pa pravijo, zdaj, če nas naučil Boga, boš neskončno bolj trpel, ko boš nas izdal, pa to, ne, se pravi, so tam not zaradi nasilja, tam ni ljubezni, ni svobode, ampak to je edino, ker en tak mladenič ima, da ima občutek, da je pomemben, pa da ga nekdo resno jemlje. In je tam, ne, zato, to je njemu varnost. Oče mu tega ni dal, a ne. To je edino, ampak to je neskončno manj od tega, kar je on vreden, pa kar zmore, pa kar je res. To je minimum od negativnega, ne, ali pa skratka, najmanj, kar je možno. Poznate kakšno konkretno izkušnjo, ko je en mladenič prišel k vam, se ne imen, ampak tako izkušnjo pač, tako standardno, klasično, stereotipno mogoče, ki so mu duhovne vaje pomagale, da je doživel ljubezen, da je spoznal življenje. En mladenič je tle pred tabo sedi. Ne, tak. A res? Ja. Vam so duhovne vaje spremenile življenje? Ja, seveda. No, seveda se spremeni. Zaradi tega sem tle, ker sem. Dejstvo. Kaj pa? Jaz sem tam, a ne. Kakšna sprememba je nobene nastala? idealne zgodbe v mladosti, pa to, pa ne najslabše pa to. Pa vse te pasti, ki jih so, ne, zdaj v našem času so bile mečkam drugačne, ampak je dosti pa tudi ne. In te požre, ne, kako pa mlad človek, vsi se ne znaš orientirati, te zlahka manipulirajo, povozijo in tako naprej. Ja, pa slediš tej zunanji podobi, ne? Ja, idolom, ki so prazni, ki nimajo ničesar, ki je samo videz in to televizijski. Stvarnosti pa nobene nekjer, ampak ti tega ne vidiš. Ti to pol vidiš, ko ti zobe razpadejo, pa srce, pa vse, ko sprobal po tisti poti, pa vidiš, da to sploh ni nič. Ampak to je to, ne. Jaz sem eden teh, ne, pa recimo, dobro, ko se srečujem zdaj z možmi izločenimi, pa dram osebnih, pa vsega tega, ampak ko nekdo dovoli Bogu, ne, Gospod, ti si zdaj z mano v tem trpljenju, kaj mi daješ, česa me učiš, kje me krepiš, česa me osvobajaš, v vsakem problemu zavoženosti in udarcih in drugih in lastnih. Ja, to so duhovne vaje, da jaz vidim, kaj zdaj Bog znotraj tega meni dela, podarja in kam me usmerja. To odkrivaš, ne kar nekaj oblačnega, nekaj daleč, nekaj nepovezanega, nekaj, da zdaj nekdo na te nekaj potegne. Ne, ti boš odkril, kako dejansko Bog tvoje življenje vodi po tem, kar se dogaja znotraj tega in tebi daje moči, ki sploh sanjal nis, da jih imaš. In da je to v redu, kar se dogaja. Ja, v redu. Mislim, v redu, Tudi, da je če ni v redu, ampak da je Bog, ne, vojne misli, da jih Bog hoče, pa da so v redu. Niso v redu. To je lumparija, ki se igramo mi, ki se nam je stemnilo, ki ne bomo več kako biti človek, ki spol zverina, slabših zverine. To ni Božje. To je hudičevo. Ampak izvaja pa človek, ki verjame hudiču, ki ga znotraj poseka in uniči. Pa delaš te zverinskosti. Kako? To ni tle Bog, ne. Ampak Bog zdaj, kaj s tistimi ljudmi, ki jih nekdo uničuje, Bog dela? Ja, rešuje jih. Pa tudi s tistim, ki jih uničuje, se v pomatru, da mu pokazal, da je človek, pa kaj to pomeni. Ne? Ni zdaj. On je all inclusive, on ni zdaj tiso, ne? On se bori proti zlu, ne proti človeku. Ja. No, to je isto kot greh pa grešnik, ne? On se bori proti grehu. Ja, no in duhovne vaje so pot, ne? Jaz se to počasi učim prepoznavati. Ignacij tudi veliko rabo, da se je začel zavedati, kaj se v njem dogaja, pa kje gre svoboda, kje gre laž, kje gre suženjstvo, kje gre prav ljubezen, kje gre pa posesija, pa hinavščina, pa zloraba, pa to. Tega se je naučil, ko je sanjaro o kraljični. Tudi tam je začel. To so začel. bili temelji, ne? Tam je začel. Ja. Ampak pa šele, ko ga je zelo stisnil,
to, ne, da je on tisti, ki določa. Ko se pa on vpraša, Gospod, kaj ti delaš, kaj me ti vabiš, kje si ti, kaj mi zdaj podarjaš po tem, kar se zdaj dogaja. Ne? Ko ti odgovarjaš na to situacijo, ki jo moj brat povzroča ali pa jaz, ne? Kako je Bog odgovoril na umor sina, ali pa kako Bog odgovarja na Auschwitz, kako Bog odgovarja na lumparijo, ki smo jih tle počeli v Sloveniji, bratje z brati, pa še vedno. Kako Bog odgovarja? Se to kdo sprašuje, tukaj vidimo, ne vidimo. Ne? Ampak tle vsak posebej, jaz v svojem življenju odkrivam, ne? Ampak pa počasi prepoznavaš, ne, kako, ko je kriza, če se nas Bog uči? Po krizi. Po krizi ali v krizi? Ekonomska kriza. Aha, ampak ekonomska kriza je posledica česa? Da mi nič več drugemu ne zaupamo, da ne vidimo drugemu človeka, ki je Bogu dragocen, zato tudi lahko meni dragocen. Nič več, tam se začne kriza. Ne? In kaj je zdaj po krizi, ko ekonomija pada, pa odnosi padajo? Česa nas Bog želi naučiti? Je to, da smo dragoceni, da je bilo že caj, da začnemo drugega imeti kot Božji dar, ne? Da se vrnemo v to, kar smo, ne da se gremo sužne drugemu, pa to je idiotizem, to je laž, pa polna, ne, zlaganost, kupleraj, ne, pokvarjenost, zgubljenost, totalna, ne, človek je postaja nekaj drugega, senca. To ni resničnost, ne? Ja, ne, to je podiranje tega, kar Bog ustvarja, to je uničevanje resničnosti, ni resničnost. Kaj pa je vojna? Vojna je uničenje tega, kar je Bog podaril vsem in za vse. Zdaj pa mi hočemo to uničiti. Zakaj? Ne, to je... Ja, seveda. Ja. Konkretno, duhovni spremljevalec, če greva malo v praktičen prikaz, mislim bolj plastičen prikaz. Jaz, ko sem prišla na duhovno spremljanje, sem sedela in govorila svoje doživljanja. Duhovni spremljevalec je bil tiho, je poslušal in potem sem jaz začela spraševati. Tu gre za to, da duhovni spremljevalec spremljancu svobodo, da sam začne z dialogom z njim, z Bogom, prepoznavati doživljanja v sebi, kaj on dejansko doživlja. Tako sem jaz razumela, pa še vi povejte zdaj. Ja, pa tudi v katero smer ga Bog vabi, ne, znotraj tega, v katero smer pa zlo, ne, zlo ima tudi načrt, da me uniči. Ali pa to, da jaz sam sebe uničim, pa še druge, ne, to je načrt zla. Začne se pa znotraj, ko začnem strahu verjeti, žalosti verjeti, nevoščljivosti verjeti, primerjanju verjeti, tekmovalnosti verjeti, takrat jaz začenjam uničevati sebe in tebe in druge. Tu imamo še enega takega znanega jezuita, ki pravi, pater Marko Ivan Rupnik, pravi, da duhovne izkušnje ne moreš opisati. Ja, tako kot okusa medu ne moreš opisati, ali pa zaljubljenosti, dokler ne izdrživo. Pa tudi, če jo opišeš nekomu, ki jo ni doživel, jo pač razumeš, koliko razumeš, ne? Ne doživljaš tega, ne? Se strinjam, ampak ti opisuješ, ko ti prepoduješ spremljevalcu, zakaj? Takrat Bog tebi jasni srce, pa tebi kaže smer, ne? Ne veš zame, jaz tebe poslušam zato, da ko ti z mano deliš, ti Bog odpira, recimo odmik za moške ti meli na tem. Možakarji si med sabo delimo izkušnjo in to da moč in te spremeni. Ne, tle pa isto. Pravi, ti poveš svojo izkušnjo, jaz ti pa povem, tle tole smrdi po zlu, po laži, tle te hoče zapreti, ne dovoli. To je edino, kar jaz lahko rečem, ne, pri spremljanju. Ali pa ti pokažem, kaj ti je zvabi, ko se vrtiš okrog sebe nekje, ne, pa se nočeš odrečeni svoji navezanosti. Pa dobro naprimer, kateri? Ja, kateri koli, ne, zdaj. Konkretno, ne vem, navezanosti na to, da enega poseduješ, da se mora skozi tabo ukvarjati, pa tako naprej. Ti njega dušiš, pa on tebe. Ali pa slabim prehranjevalnim navadam. Recimo, ne, sej vsi pri sebi najdemo marsikaj, ne? Kar je. In Bog ti počas, če ti Bog vse nekrat pokazal, se ti podre vse, ne? Bog pa počas eno leto za letom ti počas stvari pokaže, da bi se ti pustil osvoboditi, ne? Da bi lažje dihal, bolj spoštovanje živel,
bolj hvaležno živel, več ustvaril. To je te strani. Ampak ljudje se počutimo krive. Neko krivdo nosimo, kar naprej je seveda, neka krivda prisotna. Kaj je krivda? No, kaj je Krivda je pogovor sam s sabo. Boga nikjer, ne. Zdaj, jaz sem naredil nekaj slabega, zdaj bom pa še sebe obsoditi in izvršiti obsodbo. To je ošabnost na maksimum, se pravi, maksimalna samota je to. Judež, če pogledate, ne. Juda je bil z Jezusom, je mu skozi svoje plane, potem je hotel, da bi se izvršili, pa Jezus ni bil za to, ne, pa ni stopil z križa, ni reda naredil, ni pobil Rimljanov, pa tako naprej. Pričakovanja. Juda je bil razočaran, pa je bil pa tudi nad sabo razočaran. Kaj je rekel? Je Juda umri, ne? Ampak to je bil vse samogovor, to je bilo vrtenje okrog sebe popolno, tu ni bilo benga dialoga z nikoma, to je bila popolna samota. Znotraj. Ta krivda ga je požrla. Ja, seveda, ampak to je egoistična krivda, Petrova krivda je pa kakšna, pa je lihko krivda, je lihko videl, da ravno tako videl, da ni sposoben biti zvest Jezusu, ne sebi, ne drugim, ničemur. Ampak kaj Peter naredi? Ja, Jezus ga pogleda, k njemu se vrne, jaz sem toliko sposoben, smil se me. Se pravi, ga krivda pripelje, da začne Bog zaupati in pa dobi, njegovo moč dobi, Kristovo. Ne moreš iz svoje krivde živeti, moraš živeti iz Božje ljubezni, spoštovanja in odpuščanja, ne pa svoje krivde. Ampak to duhovne vaje me pa lih tega učijo, ne? Mi smo pa, ateizem je pa to, da te nabarikadira v svojo krivdo, vse kaj pa če drugega, če pa samo ti, pa se samo ti s sabo pogovarjaš, pa samo ti sebi zaupaš, pa samo nase lahko računaš, ja se moraš utopiti v sebi, sej ni drugega. Nimaš drugega. Ti pa si, kar si, ne, umrljiv. Mislim, začetek in konec. Mislim, si, kar si. Rojstvo in smrt, ne. Ja, rojstvo in smrt, rojstvo in večno življenje. Ja, iz stališča ateizma, ne. Ja, iz stališča ateizma. Ker ste omenili ateist, se vrti sam v sebi, ne. Svojo kožo moraš rešiti, ne. In tu se začne in konča, ne. Ampak svoje kože ne moreš rešiti. Ne. Noben jo ne more rešiti. Ker je rešena. Zvede. Jaz pa zdaj hočem svojo biologijo rešiti in zaradi tega zapravim svoje življenje, ker postanem nečloveški, zverenski in tako naprej. Jaz tem se svoje življenje niču pa še tvoje. To je katastrofa. Čeprav pod manifestacija, pod krinko dobrega, ne? Ja, seveda. Jaz sem dober, ampak ti nisi dober do mene, ne? Ja. To so te variante. Pa, kak že, dobrota je sirota. Ja, to pa itak. To s tem človek pol opraviči svoj egoizem, ampak v resnici je moj največji sovražnik je moj egoizem. Ta samogovor, zapiranje. Mislim, da s tem sebi dobro delam, pa slabo delam. Sebi in drugim. In moja stiska notranja se povečuje, se ne zmanjšuje. Z egoizmom ni nihče sreče prinesel sebi, nihče. Pa imaš lahko 20 Ferrarijev, 10 firm, 500 bark in ne vem koliko žena v haramu. No use. You are lost person. Ne morem pomagati. Ker ni to življenje. Ne da se prevarati tega, kar smo. Ne. Se lahko tako matraš, ampak ne uspe, to je iluzija. To lahko na televiziji kažeš, da je. Ampak to ni v resnici, nikdar ne deluje. Pri nikomer ne deluje. Ker se nismo sami naredili. Ne. Noben. Ne? V Ignacijevem domu duhovnosti imate dosti teh programov. Ja. Ki so za vsakega. Tako je. Kdor želi, pa ima potrebo, ne? Ja, seveda. Zdaj, če grem tukaj malo čez... A to je program? Ja, program. Duhovne vaje v tišini, recimo. To je od 27. do 2. maja. Jože Roblek pa Janez Poljanšek. Bodite usmiljeni. To je krasno, ne? Pol Ivano otroštvo, duhovni v tom filmu, to ima tudi pater Janez, 6. do 8. maja, to je že bilo, ne? Duhovni vikend koratki k umirjenosti, odmik za moške, recimo, zdaj imam ta vikend, nocoj začnemo. To, kar sem že prej omenil. Kako poteka ta odmik za moške? A kako poteka? Ja. Ja, nič, možakarji si razdelimo svojo izkušnjo. Mal božje besede, kratko razmišljanje o določeni temi, recimo v tem primeru odnos oče-sin, jaz kot sin, jaz kot oče, moja izkušnja in slišim zdaj več izkušenj in to mi da moč, da lažje živim zgodbo svojega očeta, pa jaz sprejemam pa tudi sebe kot očeta. Da
da naredim en korakec, ne. Saj Bog pa preseneti, ko ti da moč tam, ko si mislil, da jo sploh nimaš. Ampak potem, da ti slišiš izkušnjo drugih. Pri tem si pa pomagal tudi s filmom, ne, recimo. Ki nas čustveno prebudi, pa se dotakne tudi področji, kjer smo zanikali, potlačili, zatrli, ne. In ko ti gledaš film, pa kakšna stvar na dan pride, pa jo potem lahko izrečeš, pa si... Pa tudi drug dobi moč zaradi tega, pa tako naprej, ne. Papež Frančišek je tudi jezuit, ne, zato sem prinesla to, dragi papež Frančišek. In notri papež eni deklici odgovori, ki ga vpraša, zakaj ni več čudežev, ne. In zdaj mi ravno kar govorite o čudežih. To so sami čudeži. To so čudeži. Seveda. Da človek doživi moč, da človek dobi upanje, svetlobo, da ga potegne iz teme, v kateri brode in se vrti. Ja, ker to pa vsak izmed nas, ne, večkrat, pa če ne celo vsak dan tudi, ne. Bolj se okrog sebe vrtiš, večja je zmeda, pa to, ne. Seveda. Dejstvo. Ja. No, Kaj je še na programu? Tle se ga reči, ne, Bog je moč, Evharistija, kaj ti da moč, ne, ne gre za logiko, pa da boš ti zdaj imel nekaj. Ne, ti dobiš drugo moč za svoje življenje, pa za stvari, ki so pred tabo, pa ki jih živiš. Moč dobiš, drugačno moč, ne samo svojo. Sej bistvo vere pa vseh duhovnih vaj je to, da začneš živeti iz Božje moči. Božja moč je pa spoštljiva do vsega, ne. Pa vsakega snubi in spoštuje in da svobodo. Ne. To je Božja moč. Tudi mene, pa tebe, pa vsega, ne, ni nasilja. Nasilje imamo mi, ne. Pa nekako se mi zdi, da smo zamenjali v tej potrošniški družbi, ko pravi Sveto pismo, da smo vsi težimo k odrešenju. Ne, mi pa smo to spremenili, da vsi težimo k ugodju, ne. Ampak v bistvu je odrešenje to ugodje, ne. Ja, ni potrošniško ugodje, ni odrešenje, je poguba, ne. Seveda, ampak to duhovno odrešenje, ne, to je to ugodje, da si ti svoboden, da si vzameš toliko, kolikor da lahko, da gre za korist, da potrebuješ to. Ja. Ne več. Ni ugodje, ampak je veselje. To je veselje. Ti si lahko tudi v bolečini, pa si vesel. Seveda. Ne? Govoriva o radosti. Ja, ne, gre, ampak veselje je resnično notranja moč, ne. Ljubezen jaz doživljam kot veselje, ali pa mir, ali pa gotovost, trdnost, a ne, to ni zdaj ugodje. Ugodje je, ko pojem dobro palačinko, ampak to lahko čist brez Boga, pa ne bi rekel, pa imam 10 minut ugodja, pa mine, ne, pa če me je bilo prej strah, me bo potem spet, ali pa recimo, tudi eno pivo te sprosti, pa imaš ugodje, ampak če si bil prej v depresiji, boš potem, ko popusti, spet v depresiji, ne, zato ker se nisi nič naučil z tega, kako biti, ali pa iti iz depresije, ne. Pirte, pivo te tega ne nauči, zdravila tudi ne. Ne naredijo z tebe nekoga, ki zna biti v odnosu s sabo pa z drugimi. Te samo malo topijo, ne, pa doživljaš ugodje, pa kaj. Ampak ne rešijo pa ničesar. Problem ostane, ne, moje neznanje biti v odnosu, pa človek pa živ, pa ljubeč, je isto, kot je bilo prej, potem, ko sem tablete vzel, pa ne, če se nisem hkrati boril tudi za to, da to so pa duhovne vaje, ne, da postane človek odnosa, spoštljivega odnosa, naklonjenega do sebe in do vsega. To je pa odločitev. Ja, zelo težko je priti do tega, da si ranljiv, ker smo naučeni, da moraš biti močen, da moraš biti... Se moraš biti stroj pred drugimi. Skoraj stroj, ne. Da ne smeš čustvovati, ne smeš se zjokati, ne čustvovati. In ta ranljivost se mi zdi, da nas najbolj oddaljuje od tega dialoga, ne. Da poveš, mislim... Strah zase je to, no? Seveda, strah zase. Vsi smo radi sprejeti, radi smo... Kaj bojo drugi rekli, kaj bojo mislili, pa vse to je normalno, ne, vse to je človeška, to je normalen človeški vidik, ampak stopiti z vsem, kar si pred Boga, ker pred človeka je dosti težje, ne. Sveda. Ampak potem, ko si pred Boga stopil, počasi upaš tudi pred človeka, ne. Tudi, ampak seveda. Pol niti ni treba vsega slabega človeku dati, ker si dal Bogu, ne. Ja. Daš pol lahko človeku to, da te je Bog sprejel in da te ima rad, to pa lahko človekom razdeliš, zato ker si Bogu dal zlo, ker te je Bog v zlu naložil, usmiljen se Marjan je to, ne, Bog mene naložil moje zlu, jaz ga ne rabim vreč nate, pa na vsega človeka, ki meni pride. Je Bog vzel, ne, jaz lahko živim svoboden od zla, pa s tabo in to, da je Bog mene vesel in tebe vesel, pa da se trudi z obima, ne, no dobro.
Tlej še pol duhovni vikend, kako sredi življenja lahko slišim Boga, to je taka praktična stvar, ne. O tem ne bi zdaj, povabim, to je naslednji vikend, 27. 29. maja, duhovne vaje s postenjem, to je potem 24. junija do 2. julija, to je prav, se mi zdi tako dragoceno v postu, predlagam še eno vdajo, če se ne motim, si že omenila. Seveda o postu. To bojo naši gledalci veseli. No, Ker tako, post ni stradanje, ne? Ne, daleč od tega. No, pa bomo to takrat res spregovorila. No, duhovne vaje za duhovnike, redovnike in redovnice, to ima ta pater Jože pa David. To se mi zdi, ne. Potem so duhovne vaje v tišini, usmiljenika Koroče, ima pater Janez Poljanšek za vse. Tle je še nekaj besed. To je v juliju, 10. do 15. No, na duhovnih vajah dobi vsak udeleženec svojega duhovnega spremljevalca in se z njim, ne, to je ta temelj duhovnih vaj. Da se enkrat na dan, da poveš, kako ti gre, kaj se dogaja v odnosu do Boga, tebe do tebe in do tega, kar živiš, ne. Ampak seveda tu ne moreš mimo tega, da ne govoriš o tistem, kaj si doživljal, ne, to je tak... To je del naše zgodbe, ne. Ja. To je vse vključeno, zdaj. Ja, to je zelo osvobajajoče. Bog nas skozi nosi na rok, tudi takrat, ko mislimo, da smo sami pa nekje. No, tako da v juliju so dvojne po 5 dni, ne, pa v avgustu imam jaz prvih 6 dni, medredovniške so še, no to je v glavnem, no. Tako da med počitnicami imamo kar, drugače pa dobite informacije na internetni strani www.ignaciyevdom skupaj napisano.si. Tam so vse informacije, če kdo želi in ga zanima, ali pa na telefonsko številko 051 613 374. Pa dobrodošli z moje strani in strani vseh drugih patrov, patra Davida, ki vodi, patra Jožeta, ki nas je učil, Robleka, patra Janeza Poljanška, pa tudi patrina Platonjaka, ki smo nekako trenutno sodelavci, pa delamo v Ignacijevem domu duhovnosti. Najlepša hvala. Z veseljem, pa še kdaj. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, danes smo slišali dosti o duhovnih vajah, ki jih izvajajo jezuiti. Na teh duhovnih vajah sem bila sama, tako da tudi jaz lahko govorim o neki duhovni izkušnji in prav iz tega razloga sem povabila patra doktorja Viljama Lovšeta, da o tem spregovoriva, da ljudje dobijo vpogled v dogajanje v samem sebi in skozi duhovne vaje, ki jih je predpisal ta znani svetnik Ignacij Lojolski. Lepo vas pozdravljam in vam želim veliko, veliko lepih in prijetnih trenutkov, predvsem pa duhovnih izkušenj. Se vidimo naslednjič.